Dragi poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Danes je z nami dr. Aleksander Šinigoj, ki je kot master trener NLP-ja, nevrolingvističnega programiranja, motivator, coach, podjetnik, pomagal na tisoče ljudem doma in po svetu. Pridružila sta se nama tudi udeleženca NLP delavnic, Gregor Kosi in Milenko Boroja. Dobrodošli. Hvala za vabilo. Danes govorimo o poslovni oziroma karierni uporabi NLP-ja. Zato me najprej zanima, zakaj je NLP tako razširjen? NLP je najprej začel v tem bolj terapevtskem svetu in kar naenkrat so opazili, da se lahko iz teh tehnik ogromno ljudem pomaga tudi v poslovnem svetu, pri prodaji, vodenju, komunikaciji in da lahko vedno še dodatno izboljšamo načine razmišljanja, delovanja in na koncu pozitivno vplivamo ljudi. Torej, opažamo, da je ta del, poslovni del uporabe NLP-ja tisti, ki v zadnjem času prevladuje predvsem zato, ker ljudje želijo narediti neke vrste karierne preboje ali pa izboljšati poslovanje svojega podjetja in s konkretnimi tehnikami NLP-ja to lažje in hitreje naredijo. NLP pa se večkrat omenja tudi kot praktična psihologija. Kaj to pomeni? Ja, sam kot dijak sem vedno razmišljal, da bi šel študirati prav psihologijo in ko sem se srečal potem kasneje ta NLP, sem rekel, evo, to je to. Zakaj se reče NLP-ju praktična psihologija? Zato, ker so to take enostavne, praktične tehnike, kjer lahko ljudem pomagamo spremeniti razmišljanje, delovanje in jih usmeriti v neko želeno smer. To pomeni, ko se nekdo rodi in skozi čas odraščanja dobiva različne vzorce. Vzorce razmišljanja, prepričanja, vrednote, ki mu morda v nekem trenutku življenja koristijo, ko odraste, te iste vrednote ali pa prepričanja ali pa delovanje ne nujno več koristijo in takrat pridejo na vrsto tehnike NLP-ja, ki potem spremenijo vedenje, spremenijo notranji svet in ta notranji svet potem naprej vpliva na rezultate. In če spet govoriva o karieri, o poslu, o temu, kar si želijo ljudje dosegati z področja tega poslovnega sveta, ugotavljamo, da prav to spremembo notranjega sveta, ki se potem skozi neko konsistentno vedenje odraža naprej v želene rezultate, je tisto, kar je ključno za to, da ljudje naredijo želeni preboj ali pa spremembo v življenju. Danes sicer res govorimo o poslovnem svetu, pa vendarle NLP tehnike uporabljajo tudi vsakdanji ljudje v vsakdanjih stvareh. Me pa zanima, kakšen je vaš začetek? Kaj se vam je zgodilo? Vem, da je za tem stoji zgodba. Kako ste prišli do tega, da danes opravljate to poslanstvo? Ja, jaz mislim, da je bilo to naključno, čeprav jaz ne verjamem, da gre za naključje. Jaz sam sem rabil pomoč. Torej, to je bilo eno zelo težko obdobje v mojem življenju. Doma so se starši takrat ločevali, imel sem prekomerno telesno težo, težave tudi v poslu in na splošno finančne izzive. In vse skupaj me je pripeljalo do tega, da sem končal v bolnici in po tistem pristanku, tako kot jaz pravim, na tleh, je prišel nek klic ali pa želja po spremembi. In iskal sem stvari, kako si lahko pomagam, brez da bi zdaj jemal neka zdravila ali pa brez da bi zdaj bil odvisen od nečesa do konca življenja. Sem rekel, kakšen način obstaja na tem planetu, na tem svetu, kjer lahko umirim moj notranji svet, kjer lahko neke izkušnje, preizkušnje odstranim in ne mislim več na njih vsak dan. Kako lahko se rešim te izgorelosti, ki sem jo takrat čutil in zaživim kot nekdo, ki ima več energije. In sem v bistvu potem prišel do NLP-ja in NLP mi je všeč bil, ker sem tak bolj matematičen tip, mi je všeč neka struktura, neko zaporedje in sem rekel, wow! In ko sem testiral to na sebi, sem rekel, kako lahko to potem prenašam tudi na druge, kako lahko to, kar zdaj tako dobro delam in pomaga meni, delim še naprej. Najprej z najbližjimi in potem sem šel
v nekem širšem krogu prijateljev in oni so rekli, wow, to je pa res odlično, to pa deluje, dej. In potem sem začel tako zelo skromno, da sem par ljudem pomagal in dobili so vsi neke spremembe in so, tako sem bil navdušen nad temi rezultati, da sem pa rekel, wow, to bi rad počel in kar naenkrat je to postalo zdaj poslanstvo ali pa neka življenjska misija, s katero želim pomagati čim večjemu številu ljudi doma in po svetu. Zelo lepo in pomagali ste res že na tisoče ljudem. Za koga bi pa rekli, da je NLP primeren in za koga ne? Pa če sedaj govorimo o poslovnem svetu. Najbolj primeren je za ljudi, ki imajo željo dosegati rezultate, ki si želijo neko spremembo, ki vejo, da so sposobni več, vendar ne najdejo pravega načina, ne najdejo formule, kako bi sebi spremenili način delovanja, morda imajo kakšno blokado iz preteklosti in tako naprej. Odsvetujem pa NLP ljudem, ki igrajo vlogo žrtve, ki mislijo, da mora nekdo drug narediti nekaj namesto njih. Šele takrat, ko človek sprejme odgovornost, jaz sem odgovoren za sebe, za svoje življenje, za svoje rezultate, potem je pravi trenutek, da reče, sedaj grem na NLP in bom te tehnike implementirala ali pa implementiral, zato da se ta sprememba na področju delovanja sebe, na področju kariere ali pa tudi na splošno, osebno na nek način zgodi. Dostikrat ljudje rečejo, nekdo drugi mora nekaj narediti, da bom jaz na področju kariere uspela. Šef me mora pohvaliti ali pa kolektiv me mora sprejeti, prepoznati moje potenciale ali pa ne vem, karkoli že. Tega ljudje ne rečejo na področju telesne teže. Pri telesni teži dostikrat rečejo, da so sami odgovorni za to. Jaz sama rabim drugače se prehranjevati, nekaj več gibati ali pa narediti neko disciplino tukaj. Enako velja tudi za kariero, enako velja tudi za finance. Danes jaz verjamem, da je toliko priložnosti v tem svetu, v tem času, ker živimo, kot jih še nikoli ni bilo. V zgodovini človeštva ni bilo toliko priložnosti z vsemi krizami, ki prihajajo ali pa bojo še prihajale, je danes res taka neverjetna priložnost, da vsak, ki se je tukaj rodil na ta planet, izkoristi dar, potencial, ki ga dobi ob rojstvu in naredi nek prebroj na tem kariernem poslovnem področju. In kako se recimo potem NLP kaže pri prodaji ali pa pri vodenju podjetja? No, zdaj, ko govoriva o vodenju, je dostikrat vodenje podjetja, vodenje ljudi, odvisno od toliko različnih faktorjev. Prvič od tega, kaj je poslanstvo, vizija podjetja, odvisno od tega, kakšne so posamezne želje ali pa modeli sveta v samem kolektivu ali pa kolektivih in tako dalje. Vendar mi lahko prvič s pomočjo NLP tehnik prepoznamo model sveta, razumemo model sveta in potem na podlagi tega znamo pravilno dozirati našo komunikacijo, da se oseba sama želi spremeniti in sama dosegati želene cilje in rezultate. Jaz verjamem, da so te tehnike na področju vodenja, na primer, odlične zato, ker ljudje prvič se učijo dobro poslušati, se naučijo dobro opazovati in potem s temi tehnikami je včasih treba zelo malo. Eno majhno prepričanje, ki ga ima nekdo, se spremeni in se lahko vse spremeni. Nekdo pride, če zdaj govorijo o prodaji in reče ekipi, povečajmo prodajo. V našem podjetju moramo povečati prodajo za 10%, 20, 30, zdaj številka ni pomembna. In potem rečejo, kako to narediti? Grejo tako na nivo strategije in rečejo, več klicati moramo, več klicati ali pa bolj, ne vem, karkoli. Ne? Če ljudje ne verjamejo v ta produkt ali pa storitev, ki jo ponujajo, če jim to ni pomembno, torej, če ne gremo pogledati v tiste globja področja nezavednega uma, ljudje preprosto ne bojo te strategije hoteli sprejeti. Nekdo, ki pa verjame, nekdo, ki si želi strastno, to bom jaz naredila, ki verjame v to poslanstvo, ta oseba potem bo z lahkoto neko tehniko, neko strategijo uporabljala in tako dalje. Torej, verjamem, da vodja,
vodja prodaje, nasplošno nekdo, ki se ukvarja s prodajo, s temi tehnikami prvič najprej pomaga sebi, da odpravi neke blokade, neke vzorce, morda da izboljša vodstveni stil in tako dalje, ma potem tudi pomaga osebi na drugi strani, da se pravilno odloči, da se sploh odloči, da razume, da morda oseba na drugi strani ima neke strahove in tako dalje. Jaz dostikrat rečem ljudem, če je prodajalcu strah prodati nekaj, je tudi kupcu na drugi strani strah kupiti to isto stvar. Torej, mi prenašamo energijo naprej in NLP tehnike pomagajo, da spremenimo našo energijo in potem z neko bolj umirjeno, sproščeno, iskreno, odprto energijo lažje in hitreje prej dosežemo želeni rezultat. Na koncu prodaja je neke vrste prenašanje navdušenja. Prodaja je na nek način inspiriranje drugih. In ne vem, če obstaja kaj boljšega kot to, da nekdo najprej inspirira sebe, da nekdo najprej navduši sebe in potem to navdušenje z lahkoto prenaša naprej. Bi pa ob poslušanju tega rekla, da v bistvu posamezniki tudi delajo napredek na osebnostnem razvoju. Vedno je poslovna rast enaka osebni rasti. Če ljudje osebnostno ne rastejo, ne bojo rasti poslovno. Ne more biti eno brez drugega. In če se jim zgodi priložnost, da dobijo neko priložnost na poslovnem področju, osebnostno pa niso še tam, se jim dostikrat zgodi, da to priložnost sabotirajo. To pomeni, da jo ne izkoristijo, jo zavrnejo, jo nepravilno uporabijo in tako dalje. Torej, če želi nekdo poslovno rast, mora osebno rast. Zato dostikrat, ko vidimo rast podjetja, vidimo rast podjetnika. Podjetnik, ki nenehno investira vase, v to, da bo on se izboljšal, je v resnici podjetnik, ki postane na koncu največja zavora za rast lastnega podjetja in isto velja na področju vodenja. Vodja, ki sam nenehno ne raste, zavira rast ekipe in potem tisti najboljši sodelavci tako bo šli stran ali pa bo privlačil v svoj kolektiv, v svoje okolje ljudi, ki morda ne bojo tisti A-team, tista najboljša ekipa, tista ekipa, s katero lahko podjetje raste. Zaupali ste mi, da v kratkem pripravljate brezplačno 4-dnevno spletno delavnico z imenom NLP Diploma, ampak bova o tem spregovorila kasneje. Me pa zanima na tej točki, zakaj si prizadevate, da te NLP tehnike širite med toliko ljudi? Namen te brezplačne 4-dnevne spletne delavnice NLP Diploma je, da NLP prenesemo na vsakogar. En človek, ki ga jaz spoštujem in dostikrat spremljam, je Benjamin Zandler. In gre za dirigenta, zelo znanega v svetovnem merilu, ki dostikrat reče, klasična glasba je za vsakogar. On verjame v klasično glasbo. In na enak način jaz verjamem v to, kar zdaj govorim, v NLP. Jaz verjamem, da NLP je za vsakogar. Mi bi te tehnike morali v nekem pravilnem okviru oziroma v nekem pravilnem formatu dobiti že bistveno prej. V osnovni šoli, morda celo v vrtcu, kajti čisto vsak bi bilo dobro, da zna dobro postavljati cilje, da se zna samodisciplinirati, da zna najti nek fokus, neko koncentracijo, da se zna zvečer, na primer, umiriti in najti mir v notranjem svetu. Vsak potrebuje NLP zato, da optimizira delovanje uma. Zato si res želim, da ta brezplačna delavnica doseže čim večje število ljudi in jim pomaga narediti želeno spremembo. In kaj bi rekli, v čem je vaša šola NLP, Mastermind Akademija, tako unikatna? Po čem vas ljudje prepoznajo? Najbolj pomembna distinkcija, ki jo dostikrat ljudje rečejo, je rezultati. Ljudje in mogoče tukaj tudi ena moja obsedenost s tem, da vedno, ko poslušam nekoga, rečem, kaj ta oseba potrebuje v modelu sveta, da doseže želen rezultat. Ker potem se dostikrat primeri ponavljajo. Torej, če govorimo o poslovnem ali pa
kariernem preboju govoriva o tem, da oseba odpravi omejujoča prepričanja. Naprimer, nekdo nima prepričanja na področju denarja ali pa nekih sposobnosti, nekdo ima neke strahove, nastopanja ali pa izražanja, strah pred neuspehom, lastna vrednost je včasih tukaj izziv. Potem pride do konflikta vrednot. Nekdo si želi varnost in hkrati si želi neko novo izkušnjo in tako dalje. In če so te vrednote v konfliktu, oseba ne naredi spremembe. Torej, če kdo prihaja k nam na NLP, prihaja po konkretne, merljive rezultate. In jaz večkrat trdim, da če se kdo želi naučiti NLP-ja, lahko kupi knjigo ali pa posluša kakšen posnetek. Če želi nekdo narediti preboj, rezultat, potem ne se prijavi k nam. Zato res je moje nenehno učenje, ker jaz se še vedno učim vseh teh tehnik in vsebin, ker verjamem, da sem lahko še boljši. Tisti pregovor, ki pravi, to, kar se naučite takrat, ko že vse veste, ali pa mislite, da vse veste, je tisto, kar šteje. Zato tudi najboljši športniki se skozi dodatno trenirajo, izboljšujejo, iščejo načine, kako so lahko še boljši, in isto velja tudi za področje podjetništva, vodenja, komunikacije in tako dalje. Torej, obsedenost z rezultati. Cilj mora biti, da oseba, ki pride z nekim izzivom, ta izziv reši in na koncu ne, da postane teoretik NLP-ja, teoretik neurolingvističnega programiranja, temveč praktik NLP-ja, to je nekdo, ki tehnike prakticira v vsakdanjem življenju. Sicer pa spadate med 30 najboljših NLP trenerjev na svetu, ste tudi v najožji ekipi dr. Richard Bandlerja, soustanovitelja NLP-ja, tudi edini slovenski trener motivatorja številka 1 na svetu Anthonyja Robbinsa. In me zanima, zakaj ste nenehno v stiku z vsemi temi vodilnimi imeni v svetu NLP-ja? Že v samem začetku sem si postavil cilj, da sem tukaj najboljši. In to, da si nekdo postavi cilj biti najboljši, na začetku je bilo tako malo, zakaj se zdaj važiš, Aleksandar, pa se hvališ pa to. Sem rekel, ne, jaz hočem biti res najboljši. Če želim ljudem pomagati, moram biti res dober. In to je bilo moje geslo na računalniku, torej najboljši trener na svetu. In potem sem prebral pa Robinu Sharmi, ko je napisal, zakaj bi bil najboljši na svetu, ko si lahko najboljši vseh časov. In sem spremenil geslo, najboljši trener vseh časov. To nenehno programiranje uma lastnega me sili, da potem iščem nenehne izboljšave. In to, da sem zraven Richard Bandlerja, soustanovitelja NLP-ja, mi je prvič koristno, ker vidim, da tudi on tehnika NLP-ja spreminja. Torej to, kar je učil, naprimer, leta 2008, ko sem ga prvič spoznal, to, kar uči danes, je zelo na nek način različno v temu, ali pa drugačno v temu, kako sedaj hitreje zna pomagati ljudem, da se spremenijo. In to hitrost ali pa to razliko prenašam naprej. Anthony Robbins je seveda z vidika energije nekdo, ki je včasih nezemeljski. Jaz ne vem, kako on zdrži 16 ur na odru, 6 dni zapored, in občudujem, modeliram in grem k njemu predvsem zato, da modeliram, kako on uporablja različne intervencije, kako pomaga ljudem, ki so samomorilski, kako pomaga ljudem, ki jecljajo, kako pomaga ljudem, ki primer bi se radi ločili, kako pomaga ljudem, ki bi radi izboljšali poslovanje, kako pomaga ljudem, da postanejo kot posamezniki boljši ljudje. In rečem, wow, to je odlična stvar, ki je tukaj še ne uporabljamo in jo takoj prenesem naprej v prakso. Torej, zdaj, tukaj ste omenili 2 imeni, teh imeni v resnici kar ena vrsta, ena četica, kajti NLP, ker Tony Robbins v bistvu je začel z NLP-jem kot učitelj NLP-ja in je potem razvil svoje tečaje, ki vsebujejo NLP noter. Bandler še vedno vztraja kot soustanovitelj NLP-ja znotraj tega. Je tukaj cel kup ljudi, ki morda sploh ne vemo v ozadju, da so NLP-jevci, vendar so te tehnike vzeli
jih spremenili v neko svojo tematiko in zdaj znotraj teh tehnik ali vsebin na področju kariere, poslovanja, prodaje, marketinga in tako naprej, imajo NLP skrit, vendar zelo zanimivo uporabljen. Torej, tukaj mislim, da je res ena velika priložnost za rast, ko nekdo hoče biti najboljši, je pomembno, da se druži z najboljšimi. Ni pa skrivnost, da ste pomagali že številnim znanim imenom, kot so Ilka Štuhec, Dejan Zavec, Tinkara Kovač in drugi. Kako merite uspeh? Uspeh posameznika je, da pride na delavnico in reče, to je moj izziv, po končani delavnici reče, izziva ni več. Torej, vedno, ko občudujem vse te ljudi, vi ste našteli nekaj znanih imen, medijsko znanih imen, vendar zame je čisto vsak posameznik, ki pride, tisti, ki mora sam pri sebi izmeriti preboj, rezultat. Če nekdo neha kaditi, se nekomu zdi enostavno, nekomu morda to ni. Če nekdo pride in shujša 5 kilogramov, se nekoga je to blazno enostavno, za nekoga to ni. Nekdo, ki z lahkoto nastopa pred kamero, pred publiko, to je lahko enostavno, za nekoga ni. In to so spremembe, ki jih potem jaz občudujem. Ko vidim nekoga, ki se je tresel pred kamero in potem stopi suvereno pred kamero, rečem, yes, ta oseba je naredila spremembo. Včasih nekdo pride, ki z otrokom ne zna komunicirati in kar naenkrat se z otrokom zbližajo ali pa ima disciplino ali pa ta oseba ne nori več na otroka, se ne dere in kar naenkrat je to zame preboj, sprememba. Imeli smo primer enega družinskega podjetja, ko je ta udeleženka pol leta čakala, da bi svoji sorodnici, ki je tudi zaposlena v tem družinskem podjetju, nekaj skomunicirala, kar je bilo ključno za samo podjetje in jo je motilo in je potem lahko takoj na enostaven način to povedala in naredila neko mejo med zasebnim, ko so družina, sorodniki, in poslovnim, ko veljajo drugačne relacije. Torej, take majhne, drobne spremembe so zame uspeh. Jaz rečem, uspeh naših udeležencev, udeleženk, so moj največji poslovni uspeh, kajti ni važno zdaj, kako merimo te preboje, za nekoga je lahko nekaj, kar se zdi navzven majhen preboj, v resnici gromozanski preboj. Lepo je slišati uspešne zgodbe vaših udeležencev in danes sta z nama tudi Gregor Kosi in Milenko Boroja, da delita tudi svoje zgodbe. Zato me kar zanima, zakaj ste se odločila za NLP? Izvolite. Lep pozdrav. Glavna odločitev za to, da sem se pridružil Mastermind družini in postal NLP praktik, je zato, ker sem iskal rešitev zase. V preteklosti sem razmišljal, da glede na to, da sem končal fakulteto in imel nekaj izkušenj in prebral ogromno knjig, da znam vse, pa se je enega leta zgodilo to, da v bistvu sem ugotovil, da temu ni tako. In kot raziskovalec sem ugotavljal, kaj je tisto, da je meni blizu, da mi pomaga, da lahko spremenim svoje prepričanja, za katera v tistem trenutku nisem vedel, da mi ne koristijo, se šele kasneje skozi ta tečaj ugotovil in ne obžalujem niti enega trenutka te moje odločitve. In zakaj ravno pri Aleksandru? Ja, kot raziskovalec, da sem ugotavljal, kateri tečaj mi je najbližji, sem bil tudi pri drugemu ponudniku, bilo je dobro, zanimivo, vendar me ni prepričalo. Družba in okolje, oni so se več ali manj ukvarjali z poslovnimi subjekti, jaz sem bil pa posameznik in sem hotel prvo sebe rešiti, če hočem rešiti podjetje svoje. In sem iskal naprej, sem se zahvalil in sem hvaležen, da sem tam dobil novo priložnost iskanja. In potem srečam Aleksandra in glede na lastnosti druge, da mu reči, in starost in kulturo, takrat sem bil na Primorskem, mi je bilo zelo blizu in ko sem ga poslušal in sledil, sem ugotovil, da je to prava oseba zato, ker govori točno o tem, kar sem jaz v tistem trenutku potreboval. Moram pa nekaj priznati, da v tistem trenutku jaz nisem bil pripravljen. Fizično, umsko sem bil, ne pa finančno.
In takrat sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, da sem poiskal sredstva, to pomeni investicijo v sebe, in sem se pridružil Aleksandru in pol se pa začela zgodba. Kaj pa vaša izkušnja? Zelo zanimivo. Jaz sem se leta 2005 pridružil eni mednarodni trgovski verigi. Prej sem bil državni uslužbenec in seveda me zanimalo, svet ponuja še kaj več. In pridružil sem se praktično popolnoma brez kakršnihkoli vodstvenih izkušenj. Bilo mi je seveda precej zanimivo. Zdaj, kako bom jaz ta začetek, ki je zame seveda predstavljal precejšnji izziv, seveda zmogel. Zdaj, očitno sem se v tem prvem delu, najverjetneje v očeh tistih, ki so me zaposlovali, v tolikšni meri izkazal, da so mi po letu in pol ponudili pozicijo direktorja v Sloveniji. Zdaj, tle bi izziv seveda še bistveno večji. Zdaj, če sem prej nekako vodil tam 50 do 70 ljudi, je tle izziv nekako nakazoval, da zna biti seveda ta množica še bistveno večja in to že v zelo kratkem času. Zdaj, popolnoma brez izkušenj se spustiti v neko tako zgodbo je seveda povzroča dobršno mero vznemirjenosti, ki seveda od tebe, to, kar je prej tudi Aleksander razlagal, na neki osebnostni ravni seveda zahteva še malo več vložka te miselne energije, le kako bo meni to uspelo. Zdaj, seveda, takrat še zagotovo ni bilo na trgu toliko različnih možnosti, da se človek nauči nekih vodstvenih veščin, kar pomeni, da sem se tega mogel lotiti seveda z neko dobršno mero improvizacije. In kar sem ugotovil v vseh teh letih je, da je vodenje predvsem odnos. Zdaj, odnosa se naučiš toliko z nasveti, kot pa za neko neposredno izkušnjo, da greš sam čez vse te hribe in doline, čez katere sem absolutno mogel iti, ker sem v podjetju potem še vztrajen ostal tam nekje do začetka 2022. Zdaj, kar je potrebno tule seveda povedati, da sem se zelo veliko stvari mogel naučiti in priučiti sam. In ko sem zapuščal podjetje po tolikšnem seveda številu let in teh hribih in dolinah, je seveda nekako prvo moje razmišljanje šlo v smeri, a lahko to znanje, te izkušnje, ki sem jih pridobil v tem času, ponudim tudi trgu. Zdaj, jaz sem seveda do nekih določenih ugotovitev, nekih strategij seveda prišel skozi dobršno mero hoje skozi to trnovo pot, dozorevanja v vodjo, na koncu tudi vodja v tistem trenutku, ko postane, oziroma ko ima nek vpliv tudi na zunanje okolje in ko podjetje seveda postane zelo veliko, se ta vpliv seveda samo še povečuje. Tako da več ni tvoja odgovornost samo povezana z vodstveno vlogo, ampak na nek način že tudi neko voditeljsko. Zelo pomembno postane, kaj tudi izrečeš nekje izven 4 zidov samega podjetja, kar seveda spet prenaša nek nov izziv s sabo. In zdaj, kako vse to seveda potencialnim strankam, klientom na trgu ponuditi, brez da so mogoče oni tako šli skozi to pot in so v tem trenutku mogoče pred nekim izzivom, da nekaj podobnega počnejo, kar sem jaz seveda vse teh letih počel. In tule zdaj, kako nekomu to razložiti, seveda postavlja neko vprašanje, ali je v moji škatli z orodjem dovolj orodij, da človeku na pravi način seveda pokažem, zato se bo mogoče malo manj mučil skozi neko svojo pot. In nekako sem se čutil nagovorjenega strani Aleksandra, predvsem na način, ker mi je deloval zelo kul, zelo sproščen pri tem, kaj počne in seveda zelo suveren. In danes tudi sam vidim pri teh izkušnjah, imamo ogromno najrazličnejših delavnic na trgu, ampak velika razlika pri tem je, ali nekdo te delavnice izvaja tako, ker je prebral par dobrih knjig, ali pa bil nekje drugje na seminarju, ali pa sam šel v življenju skozi neko izkušnjo. In to sem pri Aleksandru zaznal in zato me Aleksander tudi pritegnil. In pridružil sem se njegovi krasni, res izjemni ekipi posameznic in posameznikov, ki so delili to podobno strast do tega učenja nekih orodij, ne samo na način, da pomagajo samemu sebi, ampak predvsem na zelo nesebičen način, da pomagajo seveda tudi svojemu okolju. In to je tista stvar, ki me je pritegnila, ko sem se pridružil ekipi še toliko bolj. In v tem krogu, res te izjemne energije, ki se je zelo hitro začela nekako sproščati med nami, vsemi ostalimi udeleženci, je seveda bilo učenje
čisti užitek. In kar sem se v tem času naučil, oziroma tudi spoznal, da dosti tega, kar se v tem trenutku učim, sem mogel sam seveda prepoznati na teh svojih hribih in dolinah, ampak zdaj sem znal to v besedi, s konkretno neko določeno tehniko. In tole mi je bilo super. Pomeni danes, ko delam s klienti, mu ne rabim samo razlagati neke svoje poti, ampak mu lahko dam konkretno tehniko. In ne samo eno, ampak več tehnik, zato ker škatla, NLP-jeva škatla z orodji je izjemna. Ne ponuja samo enega ali pa dva orodja, ampak ponuja celo vrsto različnih orodij, tako kot smo ljudje različni. Je seveda moja naloga danes ugotoviti, katero orodje ponuditi nekomu, zato da bo pri tem, kar počne, še bolj učinkovit in posledično bolj uspešen. Na svoji poti ste se torej lotevali izzivov v zvezi z vodenjem. S katero tehniko ste si največ pomagali? A je res kakšna se vam utrnila v spomin? Mislim, danes lahko to besedim, to so najrazličnejši metaprogrami, ki seveda popolnoma spremenijo perspektivo na to, ali nekaj zmorem, ali pa si dopovedujem samemu sebi, da tega pa ne zmorem. Zdaj, tako, če se ne motim, mislim, da je Ford rekel, ali ti misliš oziroma verjameš, ali lahko nekaj dosežeš ali ne, v obeh primerih imaš prav. In tule NLP tiski to še samo podkrepi, ker vedno moj miselni svet, neka omejujoča prepričanja na eni strani ali pa neka spodbujujoča prepričanja na drugi strani, so na koncu tista, ki bodo odločila, kako bom sprejemal svoje odločitve, kakšna dejanja bodo sledila tem odločitvam in na koncu kakšni bodo moji rezultati. In že razumevanje nekega, in to mi je bilo všeč, kar je prej Aleksander rekel, za koga NLP ni. NLP zagotovo ni za nekoga, ki se ves čas postavlja v neko sekundarno pa terciarno vlogo in čaka, da bo nekdo drug našel rešitev, ki bi ga seveda vodila naprej. In razmišljanje o tem, kaj nas v življenju zaustavlja ali pa kaj nas vodi naprej, je bistvo tega, ali smo se sposobni iz te vloge žrtve končno spraviti in postaviti na svoje noge, ali bomo tle vztrajali do konca svojih dni. Kakšni so pa bili vaši največji izzivi in pa morda s katerimi tehnikami ste se najbolj pomagali? Izhajal sem kot mlad nepremičninski agent, mlad po karieri in sem se držal okolja, v katerem sem bival. S katerim sem se družil in moja prva mentorica je bila super fantastična oseba, vendar ni bilo to, kar sem si jaz želel. Vedno se je porajalo pri meni vprašanje, kaj lahko naredim drugače, kaj lahko naredim bolje, da bom dosegal te željene rezultate, ker v tistem času je bilo to vse skupaj zaporedno. Volatilnost je bila visoka, nekaj sem prodal in pol dolgo časa nič in potem spet vprašanja, ki mi niso koristila, zakaj se to meni dogaja, drugi so bolj uspešni in tako naprej. In ko sem prvič, ne bom nikoli pozabil, bil je petek, ko smo imeli jutranjo predavanje, smo se ukvarjali z tako imenovanim stikom, kako ljudje gledajo, obračajo oči in tako naprej. Meni je to bilo blazno zanimivo, ker nikoli tega prej nisem niti slišal, niti vedel, ni bilo to moje okolje, da bi to raziskoval. In tisti dan sem imel popoldanski termin ogleda enega poslovnega objekta in sem rekel, to je to. To je tehnika, ki je enostavna in deluje. In verjel sem v to in po poti domov iz Ljubljane do Kopra sem si nenehno to ponavljal. Če obrne gor je tako, če obrne levo je tako, če obrne dol in tako. In katera vprašanja mu postavljati, da ugotovim pravzaprav, kako gospod oziroma kupec razmišlja. In točno to se je zgodilo. Ves ta entuziazem in moja želja potem, da sprobam, je šla meni v korist. Kasneje, drugi dan je potem stranka poklicala in rekla kupljeno in jaz sem rekel, to je to. Noben več me ne ustavi. Kaj me šele čaka, tako kot je rekel Grega, katera nova orodja šele prihaja in tako naprej. In kaj danes med vsemi temi orodji najbolj uporabljam, je definitivno komunikacija, ki sem jo poznal na popolnoma drugačen način. Aleksander večkrat reče, da je komunikacija matematika in je res tako. Lingvistika je tako kompleksna zadeva, ampak je zelo enostavno, če jo razumemo in se naučimo pravilno uporabljati. In danes kot prodajalec in kot tudi vodja ljudi, ki prodajajo, jih prvo to učim. Na kakšen enostaven način sporazumeti in spoznati potrebe kupca in mu kasneje enostavno tudi posel zapreti.
Kot smo že prej slišali, se te tehnike uporabljajo res na različnih področjih in me zanima, na katerih področjih še vidva sedaj uporabljajo te tehnike, verjetno ne samo na poslovnem. Ne, bom kar prevzel. Jaz sem dosti treniral z otroci, z mojimi in razne tehnike sem preizkušal na njih na tak način, da sem hotel doseči nek rezultat in premik pri njih brez odpora. Recimo nekatere tehnike sem uporabljal pri otroku, sinu, ki se je poškodoval koleno kot nogometaš. Normalno v njegovem svetu se je pojavljalo, kako bom zdaj nadaljeval za treningi, to ni več za mene in tako naprej. In tukaj sva se midva v bistvu testirala, midva sva se igrala skozi pogovor, ne? Da je na koncu imel nadpovprečne rezultate pri svoji rehabilitaciji in zelo hitro je potem stopil spet na igrišče. Tako da definitivno doma. Danes imam partnerko, ki dela v šoli in vsako toliko mi reče, ok, daj mi kakšen namig, kako naj je z otroci. In najbolj všeč je zelo enostavno, ko pride otrok po bolniškem staležu nazaj v šolo, ga pozdravi, kako bolje ti je danes, kako bolje se počutiš. In otroci so začudeni, ne, da dobijo tako vprašanje in avtomatsko rečejo, da so bolje, ne? Ker v preteklosti temu ni bilo tako. Je podobno kot Milenko, jaz mislim, da so otroci fantastično tesno okolje za preizkušanje najrazličnejših NLP tehnik, ena tako zelo enostavna in ki jo mogoče pogosto podcenjujemo, ustvari pa neverjetno spremembo, je uporaba separatorjev, kolikrat se nam zgodi, ne vem, otrok pade, ne, tako, čez neki se zvrne in najprej pogleda, kje je mami, kje je ati, da vidimo, ali bo zajokal, ali bo zakričal, ali bo tako, ne, vstal pa šel dalje. In to sem pri svojem sinu večkrat uporabljal, ne. Tisto trenutko, ko je padel, seveda, da zdaj prekinem tisto njegovo, ne, rečemo, emocionalno vznemirjenje v tistem trenutku sam, a si ti tudi videl zajčka, tega belega zajčka, ki je tle stopa, si čez njega ti tudi padel, ne? In on potem takoj seveda, ne, v tisti zmedenosti, kakšen zajček, zdaj ne vidiš, tik sem pred tem, da zajočem in pokliče mami, ne? In da me mami pride, potolaži in me dvigne, ne? In ta zajček je delal čudeže. In pri otrocih je seveda zelo veliko najrazličnejših izzivov, ki jih NLP tehnike fantastično nagovarja, tudi neko preokvirjanje. Otrok vidi, ne vem, wow, zunaj je deževen dan, ne? Wow, jaz sem pa mislil, da bomo to in to počeli. Sekal, ne, v osnovi ful dober. Končno lahko tisto zaprašeno igro potegnemo z tistega kota in se bomo cel dan igrali. In otrok naenkrat, wow, da bi le vsak dan doživalo, ne? Kako hitro znamo spremeniti nek pogled na neke zunanje okoliščine, na katere seveda v življenju, če smo tako dovolj iskreni, nimamo neposrednega vpliva. Moram pa iskreno poudariti, da mogoče še nisem toliko uspešen pri uporabi NLP tehnik pri svoji ženi, ampak zagotovo se bova še z Aleksandrom nekaj časa družila, zato čakam, da se ta škatla z orodjem, ne, v mojem družinskem okolju še malo bolj napolni. Tako da, evo. Me pa še zanima, kot nekdanji direktor podjetja Lidl, kaj menite, s kakšnimi težavami se danes srečujejo vodje in pa kaj je vaš nasvet za njih? Kako si lahko pomagajo z NLP tehnikami? Ja, izziv vodje je seveda iz dneva v dan večji. Zakaj? Predvsem zato, ker je impulzov, ki prihaja iz okolja, teh držav je vedno več. Zdaj, dejstvo je, naši možgani še imajo seveda svoje omejitve in sposobnost prepoznavanja tega, s kakšnimi omejitvami se dejansko soočamo z našim notranjim svetom, je izredno močno orodje. Predvsem z vidika razmišljanja, kaj pa zdaj. Kaj mi daje možnost, da to ukrepim, izboljšam, optimiram v tem trenutku. In čisto, zdaj, če se malo matematike, smo danes parkrat omenili, statistike dotaknemo, recimo, ne vem, da smo vsako sekundo izpostavljeni 50 milijonom različnih bitov, ne, ki prihaja iz zunanjega, notranjega sveta, ne, tu telo ti pravi, utrujen si, lačen si, tečen si, karkoli, ne, poleg tega še združimo vse, kar prihaja iz zunanjega sveta, vemo pa, da so naši možgani zgolj sposobni 50 do 100 bitov procesirati v sekundi, pol vemo, koliko smo na nek način na prvi pogled nemočni v tem svetu, ne, številnih držav, po drugi strani pa že zavedanje tega nam daje izredno moč, kaj v tem trenutku narediti. Torej, katere so tiste informacije, ki so v tem trenutku pomembne
zame, kaj bom s temi informacijami naredil, kako bom te informacije prenesel na ekipo, zato da se tudi razumemo, neka večpomenskost jezika, ne, od mene kot vodje zahteva, da se znam tudi izražati na način, da me sogovornik razume v njegovem jeziku, ne v mojem jeziku. Jaz sem imel doskrat izziv kot direktor, da sem seveda mislil, wow, kako krasen govor, meni so solze zraven tekle, koliko sem tole bral, ampak na drugi strani sem videl, pa nobenega odziva, sem mislil, kaj je zdaj narobe. Zagotovo ne za tistim, ki sprejema to sporočilo, ampak z mano seveda, ker se nisem dovolj pripravil in bil sposoben dojeti, kakšno je sporočilo, ki ga nekdo na drugi strani v tistem trenutku rabi in kakšna mora biti kvaliteta in vsebina tega sporočila. In to je danes, ne, ta umetnost komunikacije, ki tudi Milenko omenil, je danes najmočnejše orodje, ki ga ima vodja na voljo. Je pa tudi orodje, ki ga v največji meri podcenjujemo. Kot smo že omenili, Milenko, vi pa vodite nepremičninsko agencijo in že povedali ste, kako pomembna je komunikacija, kaj ne? In pri tem vam pomagajo tudi NLP tehnike. Še morda kaj več o tem? Ja, res vsem svojim kolegom, ki se ukvarjajo z prodajo nepremičnin, rad svetujem. In naj omenim, zdaj mi je prišla misel, pred nekim časom je ena kolegica iz druge nepremičninske agencije rekla, Milenko, jaz bi rada bila to, kar si ti. Meni se to tako blazno fajn zdelo, ne, ker ko slišiš, ko sem slišal iz okolja besede, da bi nekdo rad bil tako kot jaz, pa se vsaj primerjal, ne, na dobri poti sem, ne, deluje, ne, zadeva, se je splačalo investirati v sebe, ne, in sem rekel enostavno, ne, prijavi se, postani član Mastermind družine, začni spoznavati NLP tehnike in sem prepričan in verjamem 1000%, da ti bo to pomagalo. In danes, ko pogledamo za nazaj, pa če pogledamo, kje danes ta oseba je, definitivno ni za rezultate in je bila tudi njena odločitev ta prava. Zdaj, kar se tiče same prodaje pri nepremičnin, tako kot je Gregor rekel, moramo vedno spremljati trg in življenje okrog nas, ki se spreminja. Nikoli ta naš posel ne bo izostal, vedno se nekaj zgodi, ali dedovanje, ali kakorkoli rojstvo in tako naprej. In se znamo temu primerno prilagajati. In prva stvar, s katero se mi ukvarjamo, je, da spreminjamo naše prepričanja. Američani imajo tako lepo besedo mindset. Ne? Da si znamo postaviti cilje, da znamo postaviti si metriko, da si znamo postaviti ta super vprašanja, ki nam pomagajo vsakodnevno, kako smo lahko boljši, kako lahko danes pomagamo določenim osebam, ki imajo potrebo po tem oziroma sami ne znajo to prodati. Ne? In tukaj je glavni razlog, kako lahko komuniciramo prvo za sabo in potem za strankami na tak način, da bo rezultat oboje stransko dober. Denar je pa samo posledica dobrega dela in ga je dovolj za vse. Bi želeli na tem mestu še sporočiti našim poslušalcem, zakaj se odločiti ravno za te delavnice, kaj bi jim priporočili? Jaz izhajam iz sebe. Ko sem zaznal stisko in željo po izboljšanju samega sebe, sem postal radovednež. Kako lahko, za vsako tehniko, ki smo se naučili, sem prvo na sebi streniral. Kako sem lahko boljši, kako lahko to uporabljam, kje lahko to uporabljam. Tako da definitivno naj investirajo v sebe, naj investirajo v to delavnico, n-kratnik se jim bo povrnil nazaj. Vsak ima neke svoje izzive, bodi si iz poslovnega, bodi si iz privat, kakršnega koli. In to je, kot je rekel prej Gregor, škatla z orodjem in v vsakem trenutku lahko uporabimo katerokoli orodje. Bodi si zase, bodi si za svojega bližnjega, bodi si v podjetju. Vse ima isti namen. Lepa misel. Pa morda vi? Lahko na koncu sam dodam, ne? Poleg tega, da imaš končno, vsi moški si tako želimo, res eno ful dobro škatlo z orodjem. In da imaš prvič v življenju res izredno kvalitetno škatlo z orodjem, je nekaj posebnega. Poleg tega je nekaj posebnega tudi to, da s pomočjo Aleksandra spoznaš tudi izjemno družino posameznic in posameznikov, za katere vem in to lahko dokažem na podlagi svoje lastne izkušnje. Nikoli ne boš več imel občutka, da si nekje sam, da se moraš proti nekim izzivom, ki te v življenju čakajo, boriti popolnoma sam, ampak postajaš dejansko del družine. In
moja izkušnja je taka, mi se seveda tudi izven, ne vem, družen z Aleksandrom, družimo naprej, mi te tehnike samo še poglabljamo, dejansko jih treniramo, ni samo to, da vemo, ok, tle je zaškatla z orodjem, tako kot bi nek mojster rekel, pa naj stoji tam boš v kotu, naj se nihče ne dotakne. Namen te škatle je, da jo dejansko v življenju uporabljamo in da omogočimo, da jo lahko uporabljajo tudi drugi. In to je ta izjemna moč tega, kar počnemo, je to, da resnično skupaj, skupnimi močmi spreminjamo tale svet, v katerem smo tako bolj ali manj izpostavljeni vsak dan z najrazličnimi državi in izzivi, da ga smo sposobni v tej skupni moči, v tej skupni solidarnosti in seveda zato zelo jasno vizijo, ki si jo, tako kot postavimo ta skupnost, začnemo tudi skupaj deliti, da dejansko začnemo delati te spremembe ne samo pri sebi, ampak tudi v zunanjem svetu. Zelo lepo je slišati tako uspešne zgodbe in verjamem, da je tudi vam toplo pri srcu, ko poslušate. Res je. Jaz sem hvaležen. Mislim, zdaj ste spoznali dva čudovita udeleženca, dve čudoviti duši in tako, kot je že Gregor rekel, ne vem, kaj se zgodi, da dobivamo tako čudovite ljudi in da ljudje pridejo tja z neko željo, da se izboljšujejo znova in znova. Ker se spomnim, ker sem prvič zaključil prvo skupino, sem rekel, kje bom še najdel tako fajn ljudi. In potem pride nova skupina in spet so zelo fajni. In potem spet, in jaz mislim, da je namen, zakaj se zberemo, takšen, da potem privabi ven najboljše iz teh ljudi in se mi zdi, da potem to energijo nesejo potem domov. Jaz sem hvaležen in počaščen, da imam čast, da se družim s tako čudovitimi ljudmi. Me pa zanima, ali je mogoče izmeriti donos pri investiciji v NLP znanje? Ta tako imenovan return on investment na področju prav NLP-ja je posledica tega, da v podjetjih začenjajo meriti ne samo tiste merljive rezultate, kot so povečanje prodaje, dobička, ne vem, določene KPI-je, to pomeni te ključne faktorje za uspeh, se merijo tudi take nemerljive stvari in ta donos je lahko ni več konfliktov ali pa konflikti se drastično zmanjšajo. Zmanjša se število bolniških. Ljudje prihajajo z veseljem, z nasmeškom v službo. Ker dostikrat se zgodi, da so konflikti banalni. Nekdo nekaj naredi ali pa ne naredi in kar naenkrat je en teden, 2 tedna slabe komunikacije med dvema osebama v podjetju, kjer nujno morate sodelovati. Ali pa vodja opazi nekaj, ker nima poguma ali pa se boji neke reakcije ali pa si misli, se bo že in ne reagira na pravem trenutku, pravem času, kar naenkrat se ta snežena kepa povečuje in povečuje in povečuje. Na koncu je že težko kaj narediti sploh. In donosnost, kot rečeno, lahko merimo s spremembo kulture, energije, nekega vzdušja in seveda tudi z nekimi konkretnimi kazalniki. Ta industrija, coaching industrija, kamor spada tudi NLP, je druga najbolj hitro rastoča industrija na svetu, takoj za informacijskimi tehnologijami. Zakaj? Zato, ker ljudje s temi znanji, s temi orodji ne rastejo več linearno, temveč rastejo eksponentno. Torej, dostikrat poudarjam to, da včasih ljudje sploh ne vejo, kar ne vejo. Včasih ljudje mislijo, jaz rabim to. Razmišljajo linearno. In kar naenkrat prije nek model delovanja, razmišljanja, o katerem sploh niso prej pomislili, in ta model lahko postavi celoten miselni tok prav na glavo. In primerjava je ta dostikrat, mi včasih mislimo, če vzamem to primerjavo Henryja Forda, dostikrat mislimo, kako bi bilo fajn, če bi imeli še bolj hitrega konja. Namesto, da bi razmišljali o avtomobilih. Namesto, da bi razmišljali o nekem napredku, razvoju in tako naprej. Mi smo zdaj v času, ko bo ta napredek neverjetno hiter. In če kot ljudje se ne bomo znali prilagoditi, če ne bomo znali biti v nekem dobrem stanju, če ne bomo znali dejansko utišati te številne dražljaje, o katerih je že Gregor govoril, in v tem notranjem miru najti nek fokus, da dosežemo to, kar želimo in tak željen rezultat,
bomo praktično ostali od zadaj. In tukaj vidim res priložnost za posameznike in podjetja, da z NLP tehnikami naredijo nek preboj, premik v fokus, koncentracijo, disciplino, v želene rezultate in v konsistentnost. Prav v poslu velja eno pravilo, dan za dnem, ko se včasih nič ne pozna, počnemo nekaj in kar naenkrat se zgodi preboj. In da rečejo, kako je temu uspelo čez noč, sam pozabljajo, da ta noč je trajala lahko številna leta, ko so res trdno, fokusirano nekaj počeli, rasli, investirali vase, da se na koncu pozna. Mislim, da je na tej točki prav, da omenimo tudi še enkrat vašo brezplačno delavnico, ki jo lahko naši poslušalci najdejo. Ja, torej, brezplačna delavnica je na voljo na spletu in sicer na strani mastermindacademia.com // NLP uspeh. Namen te delavnice je seveda, da bo ljudem pomagala dobiti konkretne praktične tehnike NLP-ja povsem brezplačno. Torej, ko se nekdo prijavi, se prijavi s tem, da pride z nekim konkretnim ciljem na delavnico. Torej, rada bi naredila karierni preboj, ali pa rad bi povečal prodajo, ali pa ni mi še jasno točno, kaj je moje poslanstvo, moj smisel življenja, ali pa imam določene strahove pred javnim nastopanjem. Torej, vabim vse naše poslušalce oziroma gledalce, da naj pridejo na to brezplačno 4-dnevno delavnico NLP diploma s konkretnim ciljem ali pa željo v mislih, ker potem bojo lažje te vsebine NLP-ja, ki jih bojo dobivali, poslušali in jih potem preslikali v to želeno področje, ki bi ga radi izboljšali. Torej, stran je, kot rečeno, mastermindacademia.com / NLP uspeh. Ko že govorite o ciljih, me pa zanima za zaključek še, ali opažate kakšne napake posamezniki delajo pri postavljanju ciljev in kaj bi jim svetovali, da to popravijo? No, pri ciljih je dostikrat to, da niso dovolj jasni, da nimajo dovolj merljivosti. Včasih ljudje postavljajo cilje kar za druge. Zdaj, če govorimo o vodenju, jaz ne morem postaviti cilj za ekipo, je bolje, da postavim cilj za sebe in rečem, kako se moram jaz vesti, katero komunikacijo moram konsistentno izvajati, da bo potem ekipa dosegala želeni rezultat. Torej, jaz moram ekipni cilj preslikati nase kot vodjo. Ali pa prodajni cilj preslikati nase kot na vodjo prodaje, ali pa prodajalca. Torej, jasnost, merljivost. Zdaj, ko govoriva o nekem fokusu, to pomeni pogled, katere aktivnosti so tiste, ki me pripeljajo k cilju, katere aktivnosti so tiste, ki me bodo odvračale od cilja, katere so tiste aktivnosti, ki imajo najvišjo dodano vrednost. Tukaj dostikrat pride do konflikta vrednot. Mi včasih se ne upamo reči ne stvarem, za katere vemo, da nimajo velike dodane vrednosti. In rečemo da, samo zato, da bi lahko nekomu ustregli, ali pa zato, ker nas je strah, kaj se bo zgodilo, če bomo postali neko mejo. No, in prav pri ciljih je ključno to. Če hočemo nekaj uresničiti, če rečemo nečemu da, je treba reči nečemu, neke druge stvari pa ne. Torej, dostikrat rečem ljudem, da gredo naprej, da se premaknejo naprej, ne uresničijo svoje cilje. In še ena napaka, kar ljudje včasih naredijo, je ta, da ko enkrat padejo, ko naredijo neko napako, ko se jim zgodi, da ni tako idealno, ko so si zamislili, da se bo zgodilo, ne, niso že takoj najboljši v NLP-ju ali pa v predavanjih ali pa v vodenju ali pa v komunikaciji, rečejo, to ni zame, da prehitro odnehajo. Kaj rečemo mi otroku, ko pade, ko se uči hoditi? Bravo, čestitam, si naredil en korak, jej! Ne rečemo, nič ne bo s tabo, kar nehaj hoditi, plazi se, boš plazilec vse življenje. Tega mu ne rečemo. Torej, mi spodbujamo otroka, da dejansko ustraja. In isto jaz govorim vsakemu posameznici, ki nas posluša. Torej, ustrajati je potrebno in te tehnike NLP-ja dobiti kot nezavedno kompetenco, da potem niti ne rabimo razmišljati o njih. Torej, ne rabim več razmišljati o nečemu, kar sem tolikokrat ponovil, zato prav pri ciljih je ključno, da pogledamo, katere tehnike mi pomagajo ta cilj hitreje uresničiti in potem iti na polno noter. Torej, ljudem rečem pri ciljih, dajte iti na polno, ne iti tako na
dej, bo kar bo. Tako da bi rekel, ne, ker recimo nekdo pomoli nogo noter v vodo, reče, ne grem noter, ne. Neč, skoči noter, zaplavaj, ja. Mislim, isto pri ciljih. Pojdi polno na ta cilj, z vso energijo, vsem bitjem, če je to srčen cilj, ki si ga nekdo želi. Ne tako malček, ja, pa bi, pa ne bi, pa to, pa ono, ma kaj? Uresniči želeni cilj. Mislim, ker dostakrat se zgodi to, da ljudje imajo cilj, imajo nek klic in ga ne poslušajo. In kaj se zgodi? Ta klic bo postal bolj glasen. Na koncu bojo namesto z lahkoto ali pa po neki lahkotni poti prišli tja na trdi ali pa nek neprijeten način. Ker ljudje v coni udobja mislijo, to je to. Nič se ne bo spremenilo. In vemo nekaj, da tako hitro, ko se zdaj spreminja svet, se še nikoli ni spreminjal. Torej, sprememba bo največja stalnica. In nekdo v coni udobja danes bo čez nekaj trenutkov čutil, da bo ta cona udobja še bolj neudobna in še bolj neudobna in na koncu bo tako obupno, da bo rekel, zakaj nisem že prej uporabil te tehnike NLP-ja, uresničil zastavljen cilj, šel na polno in dosegel to, kar si želim. Ker najboljši čas, da nekdo posadi drevo, je bil pred 20 leti. Drugi najboljši čas je danes, sedaj. In moje vprašanje doskrat je, pri ciljih, ko govoriva, ker ljudje odlašajo, pa jutri. Če ne zdaj, kdaj? Ali pa, kdaj, če ne zdaj? Zelo lepa zaključna misel. Bi pa še najna gosta povabila, da na kratko povabita naše poslušalce, da se udeležijo brezplačne delavnice. Ja, zelo dobro namerno, zato ker res vsem ljudem, ki so dobili ta klic, pa začutili to potrebo potem, da raziščejo sebe, kako daleč še lahko grejo, kako so lahko boljši ljudje, kako so lahko boljši starši, kako so lahko boljši prodajalci, vodje, kako lahko lahkotneje živijo, kako lahko poiščejo ta svoj notranji mir in ta vprašanja, ki se jim vsakodnevno pojavljajo, kako jih lahko rešijo, jih res vabim, da se udeležijo te delavnice, da poslušajo in tako kot je rekel Aleksander, da že prvi dan začnejo razmišljati o tem, kaj bi radi spremenili. Tako da vabljeni. Jaz bi pa kar Aleksandrovo prispodobo uporabil. Zdaj, tisti, ki vsi razmišljajo o tem, ali bi, ali ne bi, pomeni, da v tem trenutku zgolj držijo nogo, zdaj tako v vodi. In na začetku je seveda zelo neprijetno tako, držati nogo v vodi, ker se ti zdi tle zelo hladno. A je zdaj smiselno nadaljevati? Ampak vsak, ki je presegel to prvo oviro in je stopil še z drugo nogo in vedno globje v vodo, je videl, da postaje vedno bolj prijetno. In na koncu, ko se enkrat noter, ne želiš več nazaj. In tako je po mojem tudi zelo smiselno upisati to, kar Aleksander počne, kar danes vsi ostali tudi počnemo z Aleksandrom. Tako da dobrodošli v vodo in verjamem, da ne boste kar tako hitro želeli nazaj. Morda greva, če smem še jaz toliko dodati, zdaj, ker smo že pri tej vodi, ključno tukaj je, da jaz rečem dostikrat ljudem, da na nek način, ko spoznajo te tehnike, se vrnejo nazaj domov, tam, ko so že bili. Ker se otrok rodi na ta planet, je za njega vse poskrbljeno. In potem skozi neko obdobje odraščanja dobi razne omejitve, prepričanja, strahove in kar je bilo v nekem trenutku lahko koristno in potem je kar naenkrat nekoristno, je pomembno, da ljudje odložijo. Da uporabijo te tehnike NLP-ja, da odložijo omejitve, prepričanja, tudi morda vrednote, ki niso koristne in rečem, dobrodošli spet doma. Torej, ko nekdo gre skozi te tehnike NLP-ja, se vrne spet v tisto prvotno energijo izobilja, neke pozitivnosti, neke vibracije, ki dosega ali pa gre proti ciljem, ker nekdo, ko uporablja NLP tehnike, bo tudi uporabljal zakon privlačnosti pravilno v željeni smeri. Nekdo, ko uporablja NLP tehnike, bo lahko s tem svojim počutjem privlačil več zdravja, boljše ljudi okrog sebe in to je tveganje osebne rasti. Tveganje je, da nekdo bo morda
zaradi tega, ker bo rastel osebnostno, odgnal kakšno osebo stran. In hkrati bo pa privlačil nekoga drugega. To je tveganje tega procesa. In zato vabim seveda tiste, ki se nam pridružijo, da morda naredijo en tak preizkus. Ta delavnica je povsem brezplačna in bo potekala preko spleta, to pomeni, da jo lahko vidijo od doma, ne, iz dnevne sobe, lepo spremljajo, lahko povabijo še sosede in naredijo cel domači žur okrog tega ekrana. In ena koristna stvar, ki jo bojo skozi teh še 4 dni slišali, jim lahko zavedno spremeni življenje. Torej, in moja naloga je s celotno ekipo skupaj, da se res maksimalno potrudim, pripravim, da bojo te vsebine praktične, enostavne za uporabo, konkretne in da bojo ljudje lahko naredili želeno spremembo. Torej, povezava je masteracademia.com, pošiljka NLP uspeh, da še enkrat poudarim ta link, torej NLP uspeh, masteracademia.com in vabljeni za to, da z NLP tehnikami spremenite življenje. Hvala za to lepo povabilo, hvala najnima sogovornikama, da smo danes lepo poklepetali v tem poslovnem svetu v povezavi z NLP tehnikami. Prepričana sem, da smo marsikoga spodbudili in mu dali koristne informacije. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa.